Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, poslušalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma istoimenskega podcasta. Lepo vas pozdravljam, ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba, nova epizoda iz zgodovine slovenskega alpinizma. Ponovno smo v seriji Stebri slovenskega alpinizma, torej seriji, v kateri odkrivamo zgodbe ljudi, ki so, seveda vsak na svoj način, zaznamovali razvoj slovenskega alpinizma. Torej ljudje, ki so v gorah pustili sledi ali pa so gore v njih pustile tako močne sledi. In te sledi še danes čutimo v njihovih dejanjih, zgledih in v tokratnem primeru predvsem v besedi oziroma besedah. Tokrat sem bil v Trstu, v stanovanju, za katerega lahko rečem, da ni le dom kot dom, ampak je pravi arhiv zgodb. Gostil me je Dušan Jelinčič, alpinist, pisatelj, novinar, Tržačan, zamejski Slovenec in ob tem vsem izjemen mislec. Dušan je prvi Tržačan in v bistvu tudi prvi iz Furlanije Julijske krajine, ki je stal na 8000-čaku. Leta 1986 je kot član jugoslovanske, seveda takrat odprave Karakorum, ki sta jo vodila Viki Grošelj in Tomaž Jamnik, pristopil na 8000-čak Broad Peak. A njegova gorska alpinistična pot ni bila zgolj ta himalajska. Bila je, in to je treba poudariti, in to je še danes, predvsem literarna, novinarska ter narodno zavedna. Dušan Jelinčič je ob pozor Borisu Pahorju najbolj prevajan slovenski avtor v italijanščino. Njegova dela, med njimi verjamem, da poznate vsaj katero, verjetno Zvezdnate noči, pa Biseri pod snegom in še mnoge druge, so bistveni del sodobne slovenske gorniške alpinistične literature. Torej, gore Dušan opisuje oziroma je uvedel na nov način, je prikazal, kako se pišejo alpinistične knjige. Je eden najbolj priljubljenih sodobnih slovenskih književnikov nasploh, ki je prepoznaven po tekočem jeziku, epski širini in pronicljivih tematskih poglobitvah. Ni čudno, da je Dušan Jelinčič dobitnik nagrade Prešernovega sklada. Tokratni pogovor, ki mu boste lahko prisluhnili, je tekel o marsičem, torej o odpravi na Broad Peak, o tem, kako se je v njem prepletala in se še prepleta svet gora, svet jezika. Govorila sva o prevodih, o literaturi, o vlogi pisanja pri ohranjanju spomina, pri ohranjanju zgodovinskega spomina. Seveda smo govorili tudi o očetu Zorku Jelinčiču, legendarnemu borcu za narodno identiteto, ustanovitelju Tigra, kulturniku, pa tudi alpinistu, ki je plezal s Klementom Jugom. Dušan Jelinčič morda ni tipičen steber slovenskega alpinizma, torej steber po številu prvenstvenih smeri ali ekspedicij. Je pa, po mojem mnenju, eden tistih, ki slovenski alpinizem držijo po konci skozi besedo, razmislek, pokončnost duha in kot takšen v tej moji seriji vsekakor ne sme umanjkati. Dragi Dušan, hvala lepa, da si me sprejel tukaj pri tebi v Trstu, torej v tvojem domu. Greva na prvo vprašanje, ki je standardno, ki stopi tja, ker se v bistvu je vedno vse začelo, nekje je vedno začetek. Torej, kdaj, kje, kraj, odsek si začel plezati oziroma se ukvarjati z alpinizmom in zakaj ravno tam? Jaz sem začel plezati oziroma hoditi po hribih čisto po naravni poti. Moj oče je bil prvi povojni predsednik Slovenskega planinskega društva v Trstu, se pravi, da je povsem naravno, da me je počasi zaneslo tako rekoč vse odseke, od smučarskega do jamarskega in seveda sem pristal
tudi na alpinističnem, posebno ker moj oče bil eden pionirjev slovenskega alpinizma in eden prvih soplezalcev znamenitega Klementa Juga. Tako da niti se ne spomnim, kdaj je to bilo. Zagotovo vem, da sem relativno pozno, pri 22, 23 letih, naredil svoj prvi alpinistični tečaj, ampak takrat sem v bistvu že nekako znal plezati. Verjetno imam to kar v krvi, v svojem DNK-ju, po očetu in seveda vse moje plezanje je na začetku bila osredotočena v Trstu in okolici. Potem, ko sem spoznal slovenske alpiniste oziroma alpiniste iz Slovenije, sem začel plezati z njimi. Potem pa je bilo moje okolje tržaško. Dušan, kateremu dejstvu pripisuješ največ zaslug, da si pomemben del svojega življenja posvetil prav alpinizmu? Ja, to ni najlažje vprašanje. To je stvar po mojem osebne izbire in osebnega karakterja. Značajsko sem človek, ki hoče spoznati čim več stvari. Že v mladih letih sem dosti potoval in zame je alpinizem samo nekakšna del svetovnega popotništva. Celo trdim to, da je popotništvo nekako nadgradnja mojega alpinizma. Zato, ker jaz sem tudi ogromno potoval v mladih letih, kot sem rekel, takrat sem popotoval na divje. Sedaj potujem še sedaj zelo veliko, seveda jasno dosti bolj umirjeno, z ženo, pač po lažjih poteh, če hočemo. Alpinizem je bil samo en del te moje poti, ker trdim, da moj alpinizem je le del moje popotniške poti. Navsezadnje, moj alpinizem je v glavnem himalaizem. Himalaizem pa je lep del ustvarjen oziroma se dogaja na poteh. Navsezadnje približevalni marš, vse tisto, kar je okoli, nakupi v glavnih mestih in tako dalje, pravzaprav ni niti večina tistega, tistega časa, ki si v bazi. Navsezadnje življenje v bazi me zanima me predvsem pa človek, ki je v bazi, vse tisto, kar je okoli. Prihajaš iz Trsta, ki velja že stoletje za en tak pomemben center moči, tudi plezanja. Kje si, ko si začenjal, torej ko si se spoznaval z alpinizmom, največ plezal? Torej, kje so potekale tvoje učne ure, v katerih stenah, plezališčah? Moje učne ure so bile v glavnem tam, kjer so bili tudi učne ure teh znamenitih alpinistov, ki si ti omenil, recimo Komič je ogromno plezal, tudi ogromno slovenski alpinisti, prav v Glinščici. Jaz recimo Glinščica je tisti kraj, kjer jaz najrajši plezam in še danes rad plezam. Če le mogoče vsako drugo nedeljo pa soboto skočim. Tako da se ni dosti premaknilo v teh desetletjih, kje sem začel, kje nadaljeval in kje upam, da bom tudi končal. Jasno, da sem bil marsikraj, oziroma dosti sem bil na Napoleonski cesti, na tistih stenah. Jasno, tukaj so tudi razna druga plezališča na Primorskem, ampak ponavljam, Glinščica je moj sveti kraj, zato ker to je en neverjetni kraj. Še ne vemo, kako pomemben je, kako mogočna je ta dolina. Samo 4 km iz Trsta in to je prava divina, tam se res lahko odmakneš od sveta. Iz Trsta prihaja kar nekaj alpinistov, ki so zaznamovali slovensko plezalno zgodovino. Torej v novejši zgodovini sta to vsekakor ti in Igor Škamperle, pa prej je bil to Sandi Blažina. Med obema vojnama veliko število zanimivo slovenskih plezalcev, ki jih morda niti ne poznamo toliko, pa so bili dejavni v dolini Glinščice in tako naprej. Torej Franjo Marušič, Ferdo Bidovec. Zanimivo, poslušalci morda ne vejo, kam jih dati. Naj povem, da sta v bistvu Marušič in Bidovec bila dva od 4 žrtev tako imenovanega bazoviškega procesa, ki so bili torej usmrčeni v Bazovici v 30 letih leta 30 strani seveda takratnega fašističnega italijanskega režima. Potem so seveda tukaj še Jože Cesar in drugi. Torej, Trst lahko rečemo, da je bil nekoč tudi neke vrste slovenski plezalni
center? No, Trst je bil vedno izredno pomemben alpinistični center. Pravzaprav po eni strani jako čudno, po drugi strani pa ne. Navsezadnje so gore zelo blizu, tako na eni strani Julijci kot na drugi strani Karnijske Alpe, celo oddaljene Dolomiti, to navsezadnje samo nekaj ur odmaknjenosti. In imamo pa ponavljanje, imamo to Glinščico, ki je ogromno prispevala. Kar se pa tiče alpinistov, to so bili mladi fantje, kot si pravilno rekel, je bil ena bazoviška žrtev, je tudi plezal, to se pravi Marušič, je bil tudi soplezalec od Komičija, ki je tudi pač se ga večkrat spominjal. In zanimivo, da prav Glinščice so slovenski in italijanski alpinisti se bratili prav med vojnama in to ni šlo, to je šlo fašizmu v nos, samo ni bilo kaj, kjer je bratstvo, lahko tudi vojna ali pa nasprotja, narodnostna nasprotja kaj ločujejo, ampak tukaj ni bilo mogoče. Tako da se vedno vračam tam kamor sem tudi hotel. Narodnosti pomen tržaškega alpinizma oziroma celo primorskega alpinizma. Navsezadnje tržaški alpinisti, pravilno si rekel, da tukaj jih je kar nekaj, mimo tistih 4-5 izredno pomembnih alpinistov med vojnama, je tudi seveda Sandi Blažina in potem Igor Škamparle, ki se je potem odselil v Slovenijo, ampak njegove korenine so v Trstu. To je spet po naravni poti in to dokazuje prvič, da Trst ni, da je naš, ampak Trst je tudi naš in absolutno polnopravno tudi naš in to je povsem naravno, da je toliko italijanskih alpinistov, sicer večina in toliko, kar dosti tudi slovenskih alpinistov. To ni nobeno čudo, recimo, ne. Kar se pa tiče primorskega alpinizma, jaz pa bi se sedaj povezal s Klementom Jugom. Klement Jug je bil najboljši prijatelj mojega očeta, tudi verjetno najbolj pogost ali najboljši Jugov soplezalec. Samo ne smemo pozabiti ideološki naboj Jugovega plezanja. Njegov naboj je bil absolutno narodnostni. On je vedel, da slovenski narod v tistem času, takoj ob prihodu fašizma leta 19, 20, 22, kakorkoli že, da potrebuje slovenski narod eno svojo identiteto. Identiteto je treba osvajati na vseh področjih, od znanstvenega pa do šolskega, kakorkoli že. In Jug je rekel, dobro, jaz se bom boril za slovensko identiteto na naših stenah. Nam ne bodo Nemci in Čehi, pa čeprav Slovani in drugi kradli najpomembnejše stene, ampak jih moramo mi. Zato, da Jug je plezal tudi iz enega identitetnega, primorskega, ideološkega razloga, ki je bilo zelo jasno začrtano. Tako da tudi na Primorskem, na Trstu je imel alpinizem, se upam trditi, nekako skoraj višjo vlogo, če hočem biti malo didaskaličen oziroma to je resnica, ne. Navsezadnje med obema vojnama je Primorska živela pod tujo okupacijo in to se pravi, da tukajšnji alpinisti so šli jasno pod tuj jarem, če lahko tako rečem, in zato so morali se boriti za svojo identiteto tudi na svojem področju. Kdo pa so bili tvoji vzorniki? Lahko našteješ 3, lahko tudi več oseb, torej posameznikov, ki so te naredili, ki so Dušana Jelinčiča naredili v alpinista, kot je danes. No, prvega sem že omenil, in sicer mimo mojega očeta, jasno, je Klement Jug. Takoj sem prebral tisto, sicer ne veliko, kar je napisal, sem prebral vse, kar so napisali o njem. Tudi takrat, pred 10 leti, ni bilo veliko napisano, to priznam. Ampak jaz sem Jugova slika je vedno visela pri meni doma. In ko sem jaz vprašal mojega očeta prvič, ko sem bil še otrok, kdo je tisti gospod, je rekel, to je bil velik človek, to je bil moj najboljši prijatelj. In ta slika še vedno visi v moji spalnici. To se pravi, portret Klementa Juga, ki ga je napisal veliki
slovenski umetnik in dober prijatelj mojega očeta, tudi poročna priča, če hočemo, skupaj z Francetom Bevko in sicer Božidar Jakac. No, torej prvi je bil naravno, je to, da je Klement Jug, in drugi so pravzaprav papirnati junaki, če jih lahko tako imenujem. To se pravi, Reinholda Messnerja sem tako rekoč vsega prebral, že od svojega 12. tja do 20. leta. Walterja Bonatija sem prebral, ker v italijanščini je bilo to zelo jasno in takrat je bil velikanski heroj. Walter Bonati, še vedno ga imam za največjega alpinista vseh časov. Tukaj smo pri treh in seveda med našimi pa bi se osredotočil na Igorja Škamperleta. Ne smemo pozabiti, da on je bil izredno pomemben alpinist. On je bil med prvimi, ki je uvajal 7. stopnjo, tako ko še nihče ni poznal 7. stopnjo. V prvih 80 letih je bil tudi pomemben član primorskih navez. Si prvi Tržačan, prvi z tega okolja, ne, popravi, če ni res, ki je stal na vrhu 8000. Torej, na nek način si velik del svojega življenja posvetil Himalaji. Himalaja 8000. Je bila to želja, je bil to cilj, ali je v bistvu to pač zgodba na poti? Torej, kako si prišel na to odpravo, torej do udeležbe na jugoslovanski odpravi 86. leta in kako si takrat doživljal v bistvu druženje z našimi drugimi slovenskimi plezalci, kako si se počutil, kako je bilo? Kar nekaj sugestij si mi dal s tem vprašanjem, upam, da sem spomnil vseh. No, jaz takrat v sredi 80. let sem se kar precej družil z tako zvano Zlato primorsko navezo, to se pravi tista, ki je preplezala in Sarotore in Fitzroy v začetku leta 85. To se pravi Igor Škamperle, Bogdan Biščak, sicer Škamperle ni bil takrat z njimi, ampak je bil na nekaterih 8000 z njimi. No, Škamperle, Bogdan Biščak, Matevž Lenarčič, letalec, tega dobro poznamo, in Rado Fabjan in še kakšen. Jaz sem se z njimi združil in bilo povsem normalno, da oni, ko so se pripravili, da bi šli na odpravo Karakorum 86, to je bila znamenita odprava, na kateri so preplezali kar 8000, Tomo Čes je naredil prvenstveno na K2 in tako dalje in tako dalje. Je bilo naravno, da sem poklicali, da grem tja. Igor Škamperle žal ni mogel iti, ampak tudi on je bil v ekipi in sem se pridružil jaz, sem bil z njimi v šotoru, smo skupaj plezali, baje so bili tudi zelo zadovoljni z mano. Torej, po naravni poti sem bil jaz član te primorske naveze, ki je potem se udeležila te odprave. To se pravi, da ne vem, če je to naključno, morda naključno obstaja, morda pa ni naključno, če sem se stalno združil z njimi, da potem so me recimo poklicali vanjo. No. Samo dejstvo je, da jaz sem to odpravo nekako padel. Sicer prvotno so vsi govorili, češ, da jaz sem tukaj, bom samo kot nekakšen novinar. Taka sem bil že novinar na Primorskem dnevniku, še potem sem šel na Radio Televizione Italijana na slovenski oddelek. Sem bil nekak novinar in takrat sem že kar napisal nekaj knjig, torej so me nekako poklicali v glavnem kot novinar in kot pisatelj. Samo verjetno nekateri niso poznali mojega karakterja, jaz ne bom šel na Himalajo v bazo in da bom gledal druge plezati. Jaz sem rekel, dobro, jaz grem tja, zato da bom šel tudi na vrh. Sem divje treniral, to sem že napisal v nekaterih mojih knjigah, Zvezdnate noči, to opisujem. Jaz sem treniral polnih 9 mesecev, vsak dan tekel 20 do 25 km, v glavnem sem tekel navkreber, s težkim nahrbtnikom na hrbtu in sem plezal to po noči, zato ker takrat na Primorskem dnevniku sem končal delati ob 11. uri zvečer in sem šel po noči plezati, ampak bil sem pa neverjetno dobro pripravljen in sem kljub slabemu vremenu sem vsemo preplezal 8000, tudi mislim še precej lagodno. Težave seveda so prišle, ampak zaradi slabega vremena, ampak s plezalce smo se rešili. Navsezadnje s soplezalcem smo bili na vrhu Broad Peaka. Tistega dne,
ko je na sosednjem K2 je bilo na vrhu 7 alpinistov in samo 2 sta se vrnila živa. To je bila tista famozna tragedija na K2, kjer je v eni sami sezoni umrlo 13 ljudi in v enem samem dnevu je umrlo 5 ljudi. No. Tako, to čisto mimogrede. Tako da, če naključja ni, bom rekel paradoks, sem nekako padel na to odpravo naključno. Po drugi strani pa nisem verjel, kakšne polemike bo iz tega nastale. Polemike na italijanski strani, zato ker jaz ne da bi to vedel, sem jaz bil prvi Tržačan in prvi v deželi, ki sem preplezal himalajski 8000-čak. Cel kup alpinistov z italijanskih društev, ki takrat so bili še precej desničarsko usmerjeni, so se trudili, da bili prvi v deželi, da preplezali. In kar naenkrat pride ta Slovenec, ta Tržačan, ki se sicer imenuje Dušan Jelinčič, in za nekateri v Trstu takrat, pred 40 leti skoraj, eden, ki se imenuje Dušan Jelinčič, ne more biti Tržačan, vsaj ne te pravi Tržačan, vsaj priseljen mora biti. Ne, jasno, jaz nisem bil noben priseljen, jaz sem bil tam rojen in tako dalje in tako dalje. Sam so nastale polemike, zato ker ko sem preplezal himalajski 8000-čak, so vsi vedeli, da sem bil prvi. Ampak nihče ni tega hotel priznati. Tako da časopisi tega sploh niso pisali, da sem jaz prvi, ampak jaz sem rekel, meni ni šlo za biti prvi, meni je šlo, da sem pač preplezal, da sem bil v družbi, da sem nekako preizkušal svoj karakter in vse te pač tisto, kar sili človeka v gore. Sam se je zgodilo to, da 17 let kasneje, ko sta 2 Tržačana preplezala 8000-čak, je bilo, če po celi strani so italijanski časopisi v Trstu in v deželi pisali prvi Tržačani na 8000-čak in tako dalje. In vem, da ko je tržaški župan naredil za 2 alpinista, ki naj bi bila prva, leta 2002, pač naredil tako velikansko, kaj bi rekel, sprejem v velikem tržaškem gledališču, so povabili ta 2 alpinista, sta povabila zelo poštena italijanska, sta povabila tudi mene. In ko je župan rekel, sedaj pa vam predstavim tista, ki sta prva preplezala Tržačana, ki sta preplezala himalajski 8000-čak, ko je rekel, sta rekla, pazi, sedaj pa bomo mi poklicali tistega, ki je prvi preplezal. Sem šel na oder in pred župani, pred odborniki in to so jasno rekli, on je bil prvi. To se pravi, da tista prijateljstvo, tista doslednost, poštenost v alpinizmi, ki sem jo prej omenil, da je bila žogliščica med Komičem in bazoviško žrtvijo, je veljala tudi potem. Vsaj potem s tema 2 alpinistama sem tudi preplezal drugo 8000-čak, Kašebun 2 leta 2003. No, tako da se je zgodilo, da tržaški časopisi niso hoteli napisati, da sem bil jaz prvi, zato pa so Furlanski, Messaggero Veneto je napisal, ko je pisal o podvigu obeh Tržačev, so napisali zelo pridni, ampak ne prvi in cela stran o meni. Kaj bi rekel, ta nenavadna, niti ne polemika, ta nenavadna zrcalno stanje dogajanj, stanja, ki se dogaja v Trstu v 70., 80., 90. letih, je šlo potem vse državne časopise, celo v knjige, kaj se dogaja v Trstu. Nekateri Italijani niso mogli priznavati, da je Slovenec, ki je prvi preplezal 8000-čak. Zakaj? Zato, ker dobro vemo, da za nekatere, posebno v tistih časih, herojskih časih imenujemo, je alpinizem bil nekaj, je pomenilo nekaj herojskega. To se pravi, da če si ti heroj preplezal 8000-čak, pomeni, da poudarjaš svojo identiteto tudi na gorah. Ne smemo pozabiti, da prvi, ki so preplezali Eiger, so preplezali v imenu nacizma v leta 1936 in to je bilo tako. In to je bilo. Potem pa je prišel Tržačan, Slovenec, ki je to vse uničil. Ne? In seveda tega nisem mogel sprejeti, da si prvi v enem športu, ki naj bi izkazoval identiteto nekega naroda. To mi ni šlo v račun in zato je nastala polemika, samo ponavljam. Čas vse to zravna. Tisti, ki naj bi bili najbolj škodovani, tista 2 alpinista, ki tako nista bila več prva, sta to poravnala. Na vse zadnje, to je trajalo
pač nekaj let in sedaj se zadeva spreminja. Zato jaz večkrat pravim tudi na predavanjih, ko predstavljam knjige, ker jaz predstavljam knjige v slovenščini in italijanščini. Vse zadnje sem skupaj z Borisom Pahorjem najbolj prevajan slovenski avtor v italijanščino in ko jaz to predstavljam, jasno pravim, da se je stanje v Trstu zelo, zelo spremenilo. Nekoč je bilo še Slovenci, Italijani, ampak sedaj se to je še izredno, izredno malo. Jasno, ko me pridejo kakšne volitve, se določene stranke za nabirati glasove, potem takoj vržijo sovražnika, ki ni bil Slovenec, ampak danes ni. Če nekoč si lahko prikazal Slovenca kot sovražnika, danes ne moreš, je že smešno. Danes se raje pokaže od sovražnika migranta, Srba in tako dalje. Ne? Danes se je spremenilo. Se mi je žal, da se to dogaja, se ne bi smelo nikoli dogajati. Ampak se nismo več mi sovražniki. Pred nami so bili južnjaki in tako dalje in tako dalje. Zato zakaj jaz stalno govorim alpinizem v Trstu, na Primorskem, povezujem z narodnostjo, z identiteto, zato ker je bil vedno povezan. Odkar so nastali kontrasti v zadnjih 120 letih med Slovenci in Italijani, odkar so Slovenci bili izredno močni v Trstu, to se pravi začetek 20. stoletja, ko je bil grajen Stražarski narodni dom, ki je bil razmerje med Slovenci in Italijani 2:1, ima Slovenci izredno močno, veliko moč, od takrat je nastalo ne sovraštvo, ampak umetno ustvarjen konflikt, zato da divide et impera, prav za imeti eno moč v mestu. Jasno, v tem okviru, ki je zelo uporaben, tisti šport, ki je nekaj več kot šport, to lahko rečemo, kjer se ustvarja, kjer v imaginariju ljudi se ustvarja identiteta in narodnost, oziroma kjer je identiteta narodnost izredno poudarjena in to je alpinizem. Kateri svoj vzpon štejejo za največji dosežek? Ne govorim tukaj o najtežjem, najvišjih ocen in tako naprej. Torej vzpon, ki ga lahko opredeliš kot najpomembnejšega za tebe, ki je v bistvu pomembno vplival na tvojo nadaljnjo življenjsko plezalno pot. Zakaj si izbral tega? Jasno, mimo Broad Peaka, to je jasno, mi je spremenil življenje, kakorkoli obračam. No, vsezadnje tisto, kar sem jaz plezal svoj čas, bi se spomnil vsaj 2 vzpona, ne pretirano težka, in sicer, ko sem z bratom plezal na zahodni vrh Treh Čim di Lavaredo, sem z bratom plezal, vse se ne spomnim, če je 4., 5., 6., ampak to se spominjam kot nekaj skoraj pioniristična, smo imeli izredno slabo opremo, mislim, zagotovo nismo bili v plezalkah, smo bili še v gojzarjih smo bili. Tudi vrvi so bili tiste debele, obupno težke, tudi vsa oprema je bila izredna, čisto, jaz bi rekel, predpotopna, če lahko rečem. To je bilo leta 1977 in jaz bi se spominjal potem še enega vzpona, spet ne najtežjega, ampak mi je dosti pomenil. Sicer to, kar vsak alpinist, že povprečen je preplezan, sicer skalaško z ladjo v Triglavu, to je zelo dolga smer, ampak relativno lahka, mislim, 3. z pasažami 4. in 5. Zakaj? Zato, ker nekaj smo se zaplezali, ker se nismo dobro pripravili, priznam, in smo morali prespati v steni, mi je stalo to v spominu, ampak vsezadnje kot zelo lep spomin. Jaz vem samo to, da potem, ko smo izplezali, ko sem prišel domov, sem spal nekaj takega kot 36 ur, kar je verjetno svetovni rekord, ne samo moj osebni rekord. Spanja seveda, ne pa alpinizma. Obstaja kakšen vzpon, za katerega si še danes Dušan Jelinčič želi, da bi ga opravil, pa mu ni bil osojen, torej ne. Obstaja kakšna gora, smer, linija? Kar nekaj obžalovanja pri tem. Ko sem preplezal Svinčak, hočeš nočeš, so me marsikdo vprašal na tej, na oni strani meje. Na tej strani v glavnem zato, ker sem bil prvi v deželi, na oni strani pa, da bi napisal knjigo, seveda, ne. So vprašali, če bi se udeležil kakšne odprave. No, jaz sem bil že na spisku udeležencev odprave na K2 leta 1988, tisto, ki je vodil Tomaž Jamnik, se spomnim. So bili tudi nekateri moji primorski soplezalci, tisti, ki so bili z mano
na Broadpeaku. In to je odpadlo zaradi njenih težav na delu in to mi je vedno žal in res. In potem, kar mi je predvsem žal, jaz sem se namenil z pokojnim Jožetom Rozmanom, njegovo tedanjo punco, mojo tedanjo ženo, da gremo na Serotore. In sicer, da bi z Jožetom, da bi splezali po Maestrevi, tako zvani normalki, na Serotore in dekleta, ki so bili tudi nekaj sta plezali, bi nekako pomagali. Žal potem Jože je umrl na Kančensengi in ni bilo z tega nič. To mi je žal, jasno, največ mi je žal Jožeta, največ mi je žal tega stanja. To se pravi, da tudi na alpinističnem področju pač nekaj obžalujem. Nisem tisti, ki reče, ničesar ne obžalujem. Ne, obžalujem marsikaj in tukaj sem jasno povedal, kaj na tem področju obžalujem. Prej si omenil, da si po slovitem Borisu Pahorju drugi najbolj prevajan pisatelj iz slovenščine v italijanščino. Ogromno tvoje literature je vezano na gorniško tematiko, predvsem alpinistično tematiko. Je bila na to vezana že tvoja prva knjiga z tega področja? Zasledil sem, da naj bi napisal zgodovino SPD Trst, torej ob enem jubileju. Si napisal že kaj prej, je to prva? No, moja prva knjiga sploh je zgodovina planinskega društva, ki to je razširjena in tudi malček olajšana, če lahko tako rečem, diplomska naloga. Jaz sem diplomiral v zgodovini, samo 2 leti predno sem napisal to knjigo, to se pravi, diplomiral sem leta 82, končal pa leta 84, na to knjigo pa sem napisal leta 84. In sem diplomiral s profesorjem Pirjevcem v zgodovini planinskega društva v Trstu. In to je pravzaprav ta knjiga tudi še vedno kroži, sem zelo zadovoljen, kako sem jo napisal, zato ker mislim, da sem, tako vsaj so mi rekli, so tudi napisali v recenzijah, da se napisal tako, ko je treba pisati zgodovino. To se pravi, ne kot zgodovino, nekaj težkega, nekaj poljudnega, da vsi berejo, ker na zadnje to je knjiga, ki jo morajo brati vsi. Vsi člani, tisti, ki čutijo planinsko društvo. To se pravi, da moja prva knjiga sploh in alpinistična, med navednicami, je zgodovina planinskega društva. In potem pa so seveda Zvezdne noči. Na Zvezdne noči sem zelo ponosen iz več razlogov. Prvič zato, ker tako so napisali literarni kritiki, da jaz sem slovensko alpinistično pisanje nekako dal polnopravni literarni pečat. Navsezadnje samo sem realiziral tisti načrt, ki sem ga nekako teoretiziral na kongresu slavistov leta 87, kakšno mora biti alpinistično pisanje. Sicer po mojem mnenju alpinistično pisanje mora pisati ne o močnem zunanjem okviru, ti lahko pišeš o Everestu, ampak Everest je samo kup kamenja. Kamenje zaživi, ko daš človeka noter. Kaj je najlepše, najzanimivejše v človeku? Človekova duša. Kaj je tisto, kar daje pomen tudi literaturi? Je človeka duša. Človekova duša je edino, kar se spreminja, človeka duša. Zanimivo pa je v literaturi, da ti opisuješ tisto, kar se spreminja. Zato, ker tisto, kar se spreminja, ustvarja zgodbe. Zgodbe pa so v bistvu literature. In zato jaz, ko sem se lotil pisati Zvezdne noči, in tudi to sem se lotil pisati zelo naključno. Navsezadnje jaz tisto poletje, ko sem pisal Zvezdne noči, sem bil odgovoren za eno športno stran. In sicer sem moral dobiti en podlistek. Potem, ko sem vse moje prijatelje povprašal, napiši mi podlistek, tisti, ki je naredil katerokoli majhen podvig športen, naj mi napiše podlistek, nihče ni mogel, ni znal, ni hotel, sem rekel, dobro, se lotim pisati jaz. Jaz sem začel pisati Zvezdne noči kot alpinističen podlistek. Zanimivo, da jaz sem prvih 70-80 strani, ki sem napisal, sem pisal tradicionalno. Sem šel gor, sem šel dol in tako dalje. In to mi ni ustrezalo, sem zehal, ko sem to pisal. Zato sem jaz to prijel in vržil v smeti. In sem zapisal, sedaj bom pisal, kot bom hotel. Sem zaprl oči in napisal prvi stavek. Mojmir je že izginil za snežno gmoto. To sem opisal, kako sem prišel na vrh Broadpeaka. In potem sem rekel, bom pisal s tem, da bom
ne opisoval zunanji okvir in alpinistične podvige, kako se šel, kako je šel dol, bom pisal samo tisto, kar se v človeku dogaja, ker samo tisto je zanimivo. Jaz nisem vedel, kaj bo iz tega nastalo. Sem se lotil pisati. Dejstvo je, da so vsi to brali in ne samo. Ko sem jaz moral v septembra nehati podlise, ki so začele prvenstva, jaz sem moj podlise, ki je imel prostor časopisu, skratka mi je direktor rekel, ti moraš pisati naprej, zato ker to ljudje zelo berejo, ta podlisek je trajal do decembra. Tako so nastale Zvezdne noči, takoj na to so bile objavljene, so dobile tako eno pomembno nagrado. Prva nagrada, ni res, da so bile italijanske nagrade prve. Prve nagrade je bilo vstajenje, to je zelo pomembna nagrada z domsko in za zamejsko literaturo. In takoj potem sem dal na lastne stroške prevesti to knjigo. Samo da ta knjiga se je zgodilo, da je založnik, zelo majhen založnik, poslal na en zelo pomemben literarni natečaj, Itas Trento, je ena najpomembnejših v Evropi za alpinistične knjige. In na tem natečaju je bil glavni žirant, je bil znamenit pisatelj Mario Rigoni Stern, avtoriteta, ki je vsilil, da ta knjiga je vredna nagrade. Čeprav so bile knjige najvažnejših italijanskih založb, Einaudi, Feltrinelli in to, je tako moja prišla sicer na drugo mesto, ampak je dobila nagrado in s tem, da je pobrala nagrade najpomembnejšim založbam. In ne vem, kako je ta sploh mi prišlo v roke temu žirantu. Morda, ne vem, ko se mi je kaj mudilo, mi je padla na tla, se odprla in začel brati, ne vem, zato ker vemo na natečajih, ko ti prije 500 knjig, prebereš tiste od te veliki založb in druge samo malo pogledaš. Saj jaz se ne moreš prebrati 500 knjig v enem mesecu. Ne? In potem, ko sem jaz dobil to nagrado, povsem nepričakovano, eno največjih evropskih je to, drugo mesto Zlati osad. Prvo mesto je šlo eno knjigo od Einaudija, od založbe Einaudi, eno knjigo, ki je bila že takrat prevedena v 40 jezikov. V 40 jezikih, to se pravi, da si lahko predstavljaš, da tista knjiga je nekako skoraj morala zmagati po svoje, že psihološko mora zmagati. No, potem, ko sem jaz objavil to knjigo, dobil to nagrado, je šlo še izredno gladko. Že na nagrajevanju prišel k meni predstavnik zelo pomembne, najpomembnejše založbe, italijanske založbe za alpinizem in za pohodništvo in avanturo. Je rekel, ti daj mi eno katerokoli knjigo, me ne zanima, tvoje ime je to, jesi dobil nagrado. Jaz sem enostavno takrat napisal Bisere pod snegom in tako je šlo naprej. Bisere pod snegom, Zvezdne noči je bila potem objavljena v Italiji na vse državni ravni, Bisere pod snegom isto, pa predvsem kaj najvažnejše, da Zvezdne noči so takrat dobile nekaj najvažnejših italijanskih literarnih nagrad. Najvišje, tako da je sedaj Zvezdne noči najbolj nagrajevana slovenska knjiga sploh. In sicer ne zaradi slovenskih nagrad, no, je dobila Vstajenje, ki je pomembno, in nekatere druge manjše nagrade, ampak predvsem tiste, ki dobijo italijanske ali pa evropske nagrade. Ne. In tako se je začelo. Potem vse, kar sem napisal alpinistično, to se pravi Kam gre veter, ko ne piha, moj tretji odpravi na Gašemon 2. In vse tisto, kar sem napisal fikcijsko, Biseri Umor pod K2, Budovo oko, Aleksandar od Kresnic, to je vse bilo takoj napisano najprej v slovenščini, prevedeno in to je šlo na vse državne italijanske založbe. Ne smem pozabiti, da prevod knjige Kam gre veter, ko ne piha od Gašemon 2, poleg tega, da je bil objavljen na vse državni ravni, je bila tedenska knjiga, poletna knjiga od najpomembnejših italijanskih dnevnikov La Gazzetta dello Sport in Corriere della Sera. To se pravi, da ko si ti kupil kjerkoli, od Palerma do Trsta ali pa do Milana, do Firenze, Corriere ali pa Gazzeto, ti je človek v kiosku vprašal, boš tudi knjigo? Jaz sem si moral dati 5 evrov več, boš tudi knjigo. To se pravi, da moja knjiga je krožila dejansko po vsej Italiji in sem ime slovenskega pisatelja s 3 kljukcami, seveda, krožila po vsej Italiji. Jaz mislim, da to je pomen moje planinske literature.
kvantiteta in to, kar so rekli drugi, kvaliteta. No, zadnje nagrade so tiste pomembne, ker so nagrade in nagrade. Jaz sem dobil tiste pomembne. Tvoj opus pisateljski je res zelo obsežen, preko 40 takih kompleksnih napisanih del. Ogromno med njimi je, kot smo že omenili, gorniške tematike, predvsem alpinistične vsebine. Katera pa je med temi tvojimi napisanimi tebi najboljša oziroma tista, ki je bila najpomembnejša v tem tvojem gorniško-pisateljskem življenju? Veš kaj, jaz bom sedaj rekel tisto, kar pravijo drugi. Jaz vem, koga poslušati in jaz bi rekel to. Zvezdne noči ne morem mimo te knjige. Je nov način alpinističnega pisanja, prava literatura, izredno vezan to knjiga, tudi zaradi nagrad, tudi zaradi toliko čustven, ker je moja prva odprava je kot prva ljubezen, Zvezdne noči. Zelo sem vezan na Kam gre veter, ko ne piha, zato ker to so literarni kritiki rekli, da je to perfektna knjiga, zaokrožena. Ne? Ni tako herojska kot Zvezdne noči, ki sem tvegal umreti, ki se je zgodilo, neverjetne stvari so se dogajali takrat. Kam gre veter, ko ne piha, sem zelo vezan. Zelo sem vezan tudi na Umor pod K2, ki je krožila po Italiji, ki še zdaj vabijo po Italiji. Vezan sem na Budovo oko. No, sedaj na te alpinistične knjige so neverjetno, kako še niso iztekle svoj življenjski lok. Še vedno me sprašujejo za podlisek, za predstavitve, za ponatise in tako dalje. In navsezadnje, jaz sem napisal knjige iz odprav in tudi fikcijske knjige. Ne? In to še vedno krožijo. Ne smemo pozabiti, da jaz nisem alpinističen pisatelj. Zato, ker jaz sem napisal dosti več knjig, ki sem napisal, so bili čista literatura. Jaz sem pisal eksistencialne knjige, jaz sem literaturo za zgodovinsko tematiko, jaz sem pisal ljubezenske knjige, jaz sem pisal celo kriminalke, no, Umor pod K2 ali pa kakšne druge sem pisal. Ne. To, jaz sem absolutno pisatelj, ki je bo objavljal čisto literaturo. Ampak sem tudi pisatelj, ki pleza. In tukaj je tista razlika. Nisem alpinist, ki piše, ampak sem pisatelj, ki pleza. In to mislim, da tukaj tudi se vidi v pisanju in tudi v mojem odnosu do pisanja, do gore in tudi odnosu, ki ga imam do alpinizma. Ne. Lahko s tvoje strani pričakujemo še kaj? Torej, še kaj takšnega s plezalno vsebino? Torej, recimo, jaz mislim, da fikcijsko bo že marsikaj nastalo. Zadnje pisatelj piše zgodbe. Zgodbe pa nastajajo tam, kjer je močen zunanji okvir. Kje dobiš močnejši zunanji okvir, ker v Himalaji ti en dan, vsaj tako meni se zdi, en dan ti velja 100 dni, ki jih doživiš doma. To se pravi, v Himalaji se dogaja vse. Ti lahko daš kriminalko, kot sem jo napisal, mistično knjigo, kot biseri kot Budovo oko, to lahko daš karkoli, katerokoli eksistencialno zgodbo lahko obrneš v gore, v Himalajo. To se pravi, zagotovo bom še pisal, zato ker zgodbe jaz bom vedno opisoval. Ne? Samo sedaj še ne vem kaj, oziroma zelo nerad pravim, kaj bo napisal, jaz samo govorim o tistih knjigah, ki bo napisal, ker sem že podpisal pogodbo, zato ker zelo rado se zgodi, da ti nekaj načrtuješ, ampak si ti vse to vrne na glavo. Zvedeli smo, da si s knjigami začel na področju zgodovine. Posneje si, vsaj tako sem nekako zasledil, posegel tudi na področje filozofije in to ne s pisanjem toliko, ampak z oddajo, ki se je imenovala, govorimo o gorniško-alpinistični tematiki, oddaja z naslovom Kaj alpinist ni? Kaj je bilo to? No, to je bilo to. Tisto, kar je bilo objavljeno v nekaterih revijah v Sloveniji, kot filozofski spis, je bilo v bistvu moj pogled na alpinizem z sociološkega in filozofskega stališča. Jaz sem imel eno serijo radijskih oddaj na Raju v Trstu in tisto, kar je bilo objavljeno, sicer tisti odsek, v katerem govori alpinizem in ničejanstvo.
To se pravi, da med dvema vojnama je marsikdo izenačeval alpinizem z ničejansko ideologijo. Navsezadnje tudi tako ali drugače so tudi Klementa Juga nekako izenačili z ničejanci in tako dalje. Jaz sem samo enostavno obrazložil bližine in oddaljenosti alpinizma od ničejanske filozofije, ampak tudi od Heglove, tudi od Schopenhauerja in še v nekatere druge. In tukaj jasno sem zelo dosti obdeloval Klementa Juga, tisto, kar se približuje ničejanstvu in tisto, kar se oddaljuje ničejanstvu. Tako da to je, lahko rečem, je en filozofski spis o alpinizmu, ampak je še torzo. Ne? Je bil objavljen kot oddaja, ampak tisto so bile celo nekaj neoriginalnih kosov in tako dalje. Seveda bi moral tudi dodelati, ampak sedaj nimam časa, da bi to dodelal. In navsezadnje nisem jaz klican, da to dela. Navsezadnje o filozofiji alpinizma so klicani drugi. Jaz navsezadnje nisem filozof, ampak sem napisal, pravijo tudi še precej dosledno, delček, kakšen je moj filozofski pogled na alpinizem. Navsezadnje moj oče je bil tudi malček filozofa, s katerim je v pogovorih se ogromno pogovarjal Klement Jug, prav o filozofiji kot prijatelju, in morda imam tudi to od mojega očeta. In tudi moj oče ima še precej od Klementa Juga. Ne? Lahko rečem, ta duševni trikotnik, na katerega sem zelo ponosen. Si še plezalno dejaven? Ne? Kaj alpinist ni, je bilo prej vprašanje. Jaz pa vprašam tebe, ali alpinist kdaj neha biti alpinist? Jaz mislim, da neha nikoli. Jaz sem večkrat rekel, jaz sem v duši alpinist celo življenje, kakor sem v duši tudi svetovni popolnik celo življenje, jaz sem v duši tudi novinar, sem v duši pisatelj in jaz tudi rečem, kamorkoli grem, po duši tudi recimo tabornik in tako dalje. Zagotovo sem po duši alpinist, ostaneš po duši celo življenje, ampak tudi fizično, vsezadnje tudi sedaj, če zelo redko, še vedno malček plezam v Glinščic. To se pravi, da tudi nekaj fizično tudi realiziram tega alpinizma. Veš, se zdi, marsikdo reče, da je po duši ena stvar. Jaz sem po duši 5-6 stvari, samo pač imam ogromno zanimanj in kar je najvažnejše, jih skušam po svojih močeh vse realizirati. Zagotovo pa jih vse čutim, svetovno popotništvo, alpinizem, pisateljevanje, novinarstvo in tako dalje. Veliko si mi danes povedal tukaj o tvojem življenju plezalnem. Nisva pa v bistvu podrobneje še šla v, lahko rečem, srčiko na tvoj začetek, če bolj specificiram to. Torej, kako je tvoj oče vplival nate v smislu Dušana kot alpinista, v smislu gorniško-plezalne identitete? Ja, razumljivo je, da je že po DNK-ju moj oče zelo vplival name, vplival po tisto, kar je pisal, vplival je tisto, kar je govoril, vplival je predvsem name njegov alpinizem v povezavi s Klementom Jugom in zato, ker prav Klement Jug in Zorko Jelinčič sta plezala iz neke narodnostne identitete, še prej kot recimo športne ali pa filozofske. Oziroma tudi športne, tudi filozofske, ampak moj oče je hotel nekako plezati iz tega razloga, takrat v tisti tedajni zasluženi Primorski. To se pravi, da on je vplival odločilno name, zato ker mi je dal te prave postavke, zakaj človek pleza. Navsezadnje nadgradil alpinizem. Jaz torej nisem bil alpinist samo iz športnega nagiba, ker je tudi že ogromno in velika stvar, ne iz ljubiteljskega, kar se narave tiče, ne iz filozofskega, že socialnega, ampak tudi narodnostnega. In tukaj se poveže vsak s svojo zgodovino. V Trstu ne moreš iti mimo slovenske narodnosti in tako, da sem samo nadaljeval delo oziroma stremenje mojega očeta. Navsezadnje zgodba mojega očeta
se je ponovila s tem, da so mi nekako skušali preprečiti, da je Dušan Jelinčič prvi preplezal 8000 v Trstu. Kar se pa tiče njega, on je takrat bil sošolec Klementa Juga, skupaj se študirala filozofijo v Ljubljani, skupaj sta se prepisala v Padovo in tam tudi nadaljevala, tam pač se bratila. To se pravi, da in jasno tudi skupaj plezala. Prvi, katerega je Klement Jug vprašal, če bi plezal z njim, je bil jasno moj oče. In zato tudi očitno jaz sem z njegovo duševnostjo sem vsrkal ta Klementov duh, ki je bil zelo prisoten v mojem očetu. Zato bi rekel to, da skoraj, ko govorim o alpinizmu mojega očeta, ga ne morem ločiti od Klementa Juga. In ko jaz govorim, moja povezava z alpinizmom mojega očeta je spet ta alpinistični trikotnik. In se mi zdi to najbolj dosledno. Zadovoljen sem, da sem dobil svojo nadgradnjo alpinizmu. Zadovoljen. Ker očitno meni ni bilo samo tisti športni vidik, meni je bilo zelo pomembno, niti ne narodni, se to je restriktivno, jaz bi rekel identitetni duh. Človek brez identitete ni nič. Človek, če ne zna, kakšna je njegova prva beseda in kakšna je njegova zadnja, na vse zadnje ni nič. Na vse zadnje velike tragedije se dogajajo recimo tudi na migrantskem področju danes. Človek, zakaj je toliko negotovosti in toliko deviacij in želje oziroma deviacij širom po svetu, kar se vojn tiče in tako dalje. Zato, ker človek izgublja vedno bolj svojo identiteto. Danes je čas brez identitete. In to je tisto, kar je najbolj strašno. Ti si lahko brez karakterja, ti si lahko celo brez doma, ampak brez identitete pa ne moreš biti. In to mojemu očetu in tako, torej po zmozi meni, je alpinizem pri tem zelo pomagal. Tako, spet smo prišli do konca še ene zgodbe, še ene od zgodb zgodovine slovenskega alpinizma. Epizoda s Dušanom Jelinčičem je končana. Hvala lepa, Dušan, za to, da si z nami delil svojo življenjsko plezalno zgodbo. Hvala vam, seveda, drage poslušalke, poslušalci, za pozornost, za to, da spremljate te naše serije. Se vidimo, slišimo v naslednji epizodi. Kmalu. Do takrat pa srečno.